prizorišče prihajajo predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, ki jo spremljajo predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, minister za obrambo Marjan Šarec, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. Spoštovani izbrani, doktorica Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. Dr. Robert Golob, predsednik vlade Republike Slovenije. Gospod Marjan Šarec, minister za obrambo. Poslanci Državnega zbora, ministri vlade Republike Slovenije. Gospod Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije. Gospod Leon Behin, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. In seveda, spoštovane nagrajenke, nagrajenci, spoštovani visoki gostje in vsi navzoči. Prisrčno dobrodošli ob današnjem prazniku, 1. marcu, dnevu civilne zaščite. V Sloveniji v skladu s sklepom vlade od leta 1992, 1. marca praznujemo Dan civilne zaščite. Tako letos že 32. praznujemo dan vseh organizacij in posameznikov, ki ste pripravljeni brez oklevanja priskočiti na pomoč, ko se lahko zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč sanje kogarkoli izmed nas v hipu spremenijo v prah, pepel ali blato. Ob tem že uvodoma poudarimo, da je poleg dobro organiziranih, opremljenih in usposobljenih sil za zaščito, reševanje in pomoč zelo pomembna pripravljenost posameznika na nesreči, saj s tem lahko bistveno zmanjšamo njihove posledice. Zato je to tudi dan vseh tistih, ki skrbite za usposabljanje in opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter ozaveščanje prebivalstva. Nenazadnje, moramo ob tem dnevu omeniti tudi vse vas, ki skrbite za razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in mu zagotavljate trdne temelje. Tudi zaradi podnebnih sprememb smo kot družba vse bolj soočeni z izzivi, ki od nas zahtevajo enotnost, odločnost in predanost zaščiti in varnosti naše družbe. V lanskem letu smo dokazali, da v trenutkih, ko se nam zgodi najhujše, znamo stopiti skupaj. Številnim domačim in tujim organizacijam ter posameznikom dolgujemo iskreno zahvalo za pomoč, požrtvovalnost in izjemno solidarnost, ki so jo izkazali ob uničujočih poplavah. To so bile najhujše poplave v Sloveniji do zdaj. Povzročile so ogromno škode. Vsem zaslužnim, ki so bili vključeni v ukrepanje in odpravljanje posledic, bo predvidoma ob obletnici poplav podeljeno posebno priznanje zahvale. Gospe in gospodje, k slavnostnemu nagovoru vam predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba.
ministri, poveljnik civilne zaščite, direktor uprave, predvsem pa vsi vi, vsi poklicni in vsi prostovoljni, člani civilne zaščite, reševalci, pripadniki policije, vojske, vsi vi, ki danes praznujete svoj dan. Današnji dan, 1. marec, je dan civilne zaščite, ko izračamo priznanja najbolj zaslužnimi med vami. Hkrati je pa to tudi dan, ko vsem vam izrečemo res iz srca tisto, kar si zaslužite. Iskrena hvala in globok poklon. Mene je prej poveljnik, ko sem poskušal prepričati, ne bo čim krajši, da mi boste najbolj hvaležni. Da si vam vseeno ukradel 2 minuti. Vse veste, če ne povem. Tak je. Da si vam vseeno ukradel 2 minuti vašega časa, zato ker sem prepričan, da na dan, ko slavimo vaše politovalno delo, je tudi dan, ko se moramo ozreti in nazaj in naprej. Letos nas je, v lanskem letu nas je narava ne samo enkrat v avgustu, ampak 7-krat. Enostavno opozorila na to, da prihodnost ne bo taka, kot smo bili navajeni. Da so ekstremni vremenski pojavi vsakdanjost, s katero se moramo naučiti živeti. To, če hočete, opozorilo narave, bilo dano vsem nam, dano je bilo tudi državnim strukturam, ki se moramo prilagoditi na to, in dano je bilo tudi, kako naj država v odnosu do civilne zaščite postopa v bodoče. Bilo je pa to opozorilo sprejeto z vaše strani na najboljši možni način. Kajti ravno ob naravnih nesrečah, tudi drugih, se ljudje počutimo majhne in dostikrat nemočne. In takrat potrebujemo ženske in moške, kot ste vi. Potrebujemo vas, ki nam ravno v trenutku, ko se počutimo najbolj nemočne, vrnete občutek varnosti. In to je tista največja dodana vrednost, ki jo vaš sistem civilne zaščite ne daje samo v nesrečah, ampak vsak dan našega življenja. Ker vemo, da se lahko počutimo varne. Ker ko bo prišlo in žal bo prišlo do naslednje nesreče, majhne ali velike, vemo, da lahko računamo na vas. Vemo, da obstaja struktura, odlično organizirana, na katero nam je marsikdo v svetu zelo fovš. Obstaja struktura, ki se bo odzvala. Obstaja struktura, ki temelji primarno na prostovoljstvu. Struktura, ki bo ne samo se odzvala hitro, ampak ki se bo odzvala solidarno in človeško. In ravno iz te solidarnosti in človeškosti vašega odziva izhaja ne samo zaupanje, ki je ključno, zato da vam ljudje prisluhnejo, ko se pojavite na terenu in se res sprašujejo, ali je vaš ukaz, priporočilo, navodilo ali pa navadno delovanje, ali je to nekaj, kar je njim korist. Ampak vam sledijo. Takrat, ko ste vi na terenu, vi pokažete voditeljstvo. Vi ste tisti, ki jim ljudje sledijo, brez pomisleka. In to je največja prednost tako dobrega organiziranega sistema, ker deluje na podlagi ljudi, ki jim mi, tisti, ki smo prizadeti, brezpogojno zaupamo. In to zaupanje je nekaj, kar se ne zgodi čez noč, tudi verjamem, da zelo dobro negujete in da tudi ne bomo zgubili, ampak to je tisto največ, kar lahko damo človeku. Temelji pa na solidarnosti. Ko ljudje verjamemo, da ste svoj prizadevani, solidarni, brezpogojni, potem vam tudi lahko zaupamo. Naloga države oziroma vlade, ki tudi sam vodim, je, da znamo prisluhniti izzivom časa. Da investiramo v to, da bojo prihodnjič posledice naravnih nesreč manjše, hkrati pa, da poskrbimo, da tudi vi kot garant varnosti vseh ljudi v Sloveniji, da ste ustrezno organizirani, ustrezno usposobljeni in ustrezno opremljeni. In seveda ne moremo tudi tega narediti čez noč, ampak to, kar lahko dam danes tukaj, je zaveza, da bomo na teh 3 področjih še naprej izboljševali vaš sistem. Ne, ker bi bil slab, ravno obratno. Zato, ker je tako dober, da si zasluži, da ostane najboljši. In to najboljši v Evropi in če hočete tudi najboljši v svetu.
Prvič zato, ker bomo to potrebovali in drugič zato, ker je to nekaj, na kar smo lahko upravičeno ponosni. In tudi sam, kot predsednik vlade, sem izjemno ponosen. Ne samo, da sem danes tukaj, ampak da imamo tako odlično delujoč sistem, ki temelji na vašem požrtvovalnem delu. Z tega razloga si zaslužite, vem, da čakate do konca, ampak si res zaslužite en aplavz, ne za moje besede, ampak za vašo požrtvovalnost. In verjamem, in to je tisto, kar je pa najlepše, da so vsi ljudje v Sloveniji to prepoznali. Stopnja zaupanja, ki se ne meri samo v anketah, ampak kaže v vsakem dnevu, je tako velika, da je to najboljša zahvala ljudi za vašo požrtvovalnost. In jaz dostikrat rečem, lani ob najhujših poplavah, prvi dan, ko sem se vrnil, pa v štab smo šli, še nismo točno vedeli, edino poveljnik je bil optimističen, vsi ostali smo malo čudno gledali, kako se bomo odzvali. Dokler nismo šli naslednji dan na teren in se srečali z vami na terenu, kako ste uspeli ljudi prepričati, da se da stvari reševati. In kako ste reševali. In takrat sem tudi jaz na podlagi vašega delovanja pridobil na občutku varnosti in zaupanju to, da lahko stvar rešimo. Tako banalno je in hkrati tako resnično. Takrat, ko sistem deluje na najnižjem nivoju, takrat tudi vrhovi temu sledijo. In ne obratno. In tudi to je ena lekcija, ki je odlična zame, pa verjamem, da tudi za vse nas. Jaz bi rad zaključil z eno samo mislijo. Če moram strniti v eno besedo, kaj je tisto, s čimer bi vas opisal, saj ste dve, ampak nima veze. So to dve besedi in to je veliko srce. In ravno to vaše veliko srce, s katerim pomagate prostovoljno, sočloveku takrat, ko je v nesreči in ko vas potrebuje, je tisto vodilo, ki bi ga morali vsi upoštevati pri tem, kako graditi boljšo skupnost. Jaz si želim, da bo vaše delovanje za vzgled vsem nam, zato da bomo Slovenijo naredili še boljšo. Še enkrat iskrena hvala in čestitke v vašem prazniku. Hvala predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu. Zadnji je Big Band orkestra Slovenske vojske pod taktirko Rudija Strnada. Slišali bomo znano iz drugega konca Slovenije Zrejdo je žito. Solista bosta Boštjan Bone in Gašper Krnac.
Komisija za nagrade in priznanja civilne zaščite se je letos na podlagi prijetih predlogov odločila za podelitev 285 priznanj. Od tega 113 bronastih, 104 srebrne, 36 zlatih znakov, 31 plaket in kipca civilne zaščite Republike Slovenije. Za današnjo osrednjo državno podelitev je izbrana 35 prejemnic in prejemnikov. Prosim gospoda Leona Behina, generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da podeli bronaste, srebrne in zlate znake civilne zaščite. Najprej žlahtnemu bronu. Bronasti znak civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite in reševanja ter pomoči prejmejo prejemnica in prejemniki. Karin Kočevar, Rdeči križ Slovenije, območno združenje Kočevje. Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem. Rok Pandel, Zveza tabornikov Slovenije. Višji vodnik Dušan Pšeničnik, četa za jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko obrambo 72. brigade Slovenske vojske. In inženirska četa 72. brigade Slovenske vojske. Srebrni znak civilne zaščite se podeljuje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter izboljšanju varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Srebrni znak prejmejo magistrica Katarina Gobec, izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana. Matjaž Polka, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije, Klub vodnikov reševalnih psov Kranj. Sandi Curk, štab civilne zaščite za Notranjsko. Leopold Pogačar, župan občine Žirovnica. Samo Robič, štab civilne zaščite mestne občine Maribor. Andrej Rogilija, regijska enota za prečrpavanje vode Nova Gorica.
Ivan Tetičkovič, prostovoljno gasilsko društvo Cirkulane. Zlati znak civilne zaščite se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in utrjevanju organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Zlati znak civilne zaščite prejmejo Mateja Lamovšek, Rdeči križ Slovenije. Magistrica Neža Štufca, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vera Trafnik, Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Postojna. Marko Adamič, Gasilska zveza Slovenije. Darko Anžiček, Društvo potapljačev Vidra Krško. Istok Arnol, Društvo Gorska reševalna služba Mojstrana. Aleksandr Budja, Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Murska Sobota. Miran Korošak, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev. In Simon Las, Štab civilne zaščite za Zasavje. Franci Petek, bivši poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Janez Polajnar, Štab civilne zaščite Republike Slovenije. Robert Rehar, Jamarska reševalna služba Slovenije. Uroš Sečkar, Kinološka zveza Slovenije, enota reševalnih psov Slovenije, skupina za iskanje pogrešanih oseb.
Dr. Dušan Žigon, ekološki laboratorij z mobilno enoto. Prejemnik zlatega znaka civilne zaščite je tudi gospod Leon Behin, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zato na oder prihaja poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, gospod Srečko Šestan, ki mu bo izročil priznanje. Vsem dobitnicam in dobitnikom iskrene čestitke, hvala gospodu Leonu Behinu in gospodu Srečku Šestanu. Spet pa gremo pod taktirko Big Banda Orkestra Slovenske vojske. Drugi stranak. Big Band Orkestra Slovenske vojske, a lahko jaz napovem naslednjega. Povabil bi na oder nekaj sončnega, Rudija Bučarja. Sonce, pridi! Dober večer. Uradno. Je. Upam, da mi bo zdržal glas, ki si nisem šel pel tako zgodaj še.
pridi po sebe, pridi daj v misli iskrene, pridi daj, bodi leti, leti, ti, leti. Daj, usedi se k meni, sedi daj, angel pošteni, sedi daj, bodi leti, leti, ti, leti. Stisni me k sebi, da bova zletela nekam visoko. Stisni me k sebi, da bova zletela nekam visoko, visoko nebo. Daj, nežno povej mi, nežno daj, kdo si je v tebi. Nežno daj, v meni si ti, leti, ti, leti. Daj, vzemi nedolžno, vzemi daj to, kar je možno, in vzemi daj, bodi leti. Stisni me k sebi, da bova zletela nekam visoko, visoko, oh visoko, visoko nebo. Hvala lepa. Gašper Kržmanc na kitari. In naše dame, Katja, Vanja in Maruša. Spoštovane in spoštovani, sedaj bomo izvedeli, kdo so tisti, ki bodo
bo Bučarjevo stisnili k sebi plakete in kdo bo stisnil k sebi kipec civilne zaščite. K podelitvi na oder vabim poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije, gospoda Srečka Šestka. Plaketo civilne zaščite kot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja in kulturne dediščine ter pri varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah prejmejo. Kot prva, Olga Andrejek. Olga Andrejek je v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaposlena od leta 1996, sedaj je direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in načrtovanje. Od leta 2000 je opravljala različne vodstvene naloge v upravi in na vseh pomembnih prispevala k razvoju na vseh področjih. Izvedla je več usposabljanj za pripravo vaj in načrtov zaščite in reševanja, sodelovala je pri izvajanju nalog uprave ob vseh večjih nesrečah in pri pripravi vaj. Je članica uredniškega odbora revije Ujma, glavnega odbora Rdečega križa Slovenije in različnih delovnih skupin ter mednarodnih komisij. Z raznovrstnim delom si je pridobila veliko znanja in izkušenj, ki jih deli sodelavci in kot predavateljica z udeleženci, usposabljanj ter posvetov. Prejemnik plakete civilne zaščite je Vinko Kršmanc. Vinko Kršmanc se je s 16 leti pridružil prostovoljnemu gasilskemu društvu Pevke. Delovanje v društvu ga je veselilo in je z leti preraslo v njegov način življenja. 13 let je bil poveljnik domačega društva, nato pa 20 let še njegov predsednik. Bil je tudi poveljnik sektorja Bevke ter poveljnik in kasneje predsednik Gasilske zveze Vrhnika. V času, ko je bil član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, je opravljal tudi naloge namestnika poveljnika civilne zaščite občine Vrhnika. Zaveda se, da so gasilci brez opreme nemočni, oprema brez znanja pa nesmiselna. Zato je vseskozi posebno skrb namenjal tako opremljanju in posodabljanju gasilske tehnike, kot tudi izobraževanju gasilcev. Prejemnik plakete civilne zaščite je Tomaž Kučič. Tomaž Kučič že 36 let deluje na področju zaščite in reševanja. Začel je kot svetovalec v sekretarijatu za ljudsko obrambo občine Ljubljana Center, kasneje je bil vodja odseka za organizacijske zadeve v Republiški upravi za zaščito in reševanje ter vodja tako imenovanih državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Od leta 1997 je poveljnik gasilske brigade Ljubljana. V vsem tem času je opravljal različne naloge v štabih civilne zaščite ter bil vseskozi vodilna sila razvoja in sprememb. Sodeloval je pri pripravi razvojnih dokumentov ter bil hkrati pomemben člen udejanjanja strategij in načrtov v praksi. Ob tem je pokazal veliko mero prizadevnosti, nesebičnosti, odgovornosti in strokovnosti. Čast plakete civilne zaščite je doletela tudi Janeza Melanška.
Melanšek je na področju zaščite in reševanja aktiven od leta 1983. Trenutno opravlja naloge poveljnika civilne zaščite za Zahodno Štajersko. Vključen je bil v odpravljanje posledic številnih nesreč večjega obsega doma in v tujini. Pripomogel je k organiziranju, spremljanju in usposabljanju enot civilne zaščite na državni in regijski ravni. Sodeloval je na številnih domačih vajah in vajah v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Kot skrbnik pogodbe z Rdečim križem Slovenije je veliko truda vložil v razvoj preverjanja usposobljenosti ekip za prvo pomoč. Svojim znanjem in osebnim zavzemanjem je vseskozi prispeval k krepitvi in razvoju zaščite in reševanja na vseh ravnih. Naslednja plaketa civilne zaščite se glasi na ime Edi Melinc. Edi Melinc je v gasilske vrste stopil leta 1979 ter pot prostovoljnega gasilca nadaljeval v industrijski gasilski enoti podjetja DKK Srpenica in v svojem matičnem prostovoljnem gasilskem društvu Srpenica. Ob ustanovitvi Gasilske zveze Bovec je leta 2003 postal njen predsednik. 3 leta pozneje je bil imenovan tudi za poveljnika civilne zaščite občine Bovec. V letih poveljevanja občinskim strukturam zaščite in reševanja se je soočal s številnimi nesrečami, ki jih je s svojimi sodelavci uspešno obvladoval. Uspelo mu je povezati reševalne službe na območju občine Bovec in s tem povečati njihovo učinkovitost. Odlikujejo ga čut za odgovornost do sokrajanov, srčnost in pripravljenost v vsakem trenutku pomagati ljudem v stiski. Prejemnik je Dušan Pungartnik. Namesto njega pa bo plaketo prevzel njegov brat Igor Pungartnik. Dušan Pungartnik je že 39 let aktiven član v prostovoljnih gasilskih vrstah. Bil je predsednik in podpredsednik prostovoljnega gasilskega društva Vrbje, 2 mandata je bil podpredsednik Gasilske zveze Žalec, lani pa je prevzel vodenje Savinjsko-Šaleške regije. Je član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije ter predsednik komisije za priznanja in odlikovanja. Kar 12 let je bil tudi poveljnik civilne zaščite občine Žalec. Poleg znanja, izkušenj in čuta za pomoč človeku v stiski, ga odlikuje njegova sposobnost profesionalne komunikacije, ki se je izkazala ob organizaciji Gasilske olimpijade v Celju in 18. kongresa Gasilske zveze Slovenije, ki ga je lani gostila Gasilska zveza Žalec. Prejemnik plakete civilne zaščite Republike Slovenije je Igor Rakar. Igor Rakar na mestni občini Koper opravlja naloge zaščite in reševanja že od leta 1997. Od leta 2002 je namestnik poveljnika občinskega štaba civilne zaščite, od leta 2021 pa vodja medobčinske uprave Slovenske Istre za področje zaščite in reševanja ter varovanja narave. Sodeloval je pri vseh večjih intervencijah na območju mestne občine Koper ter pri organizaciji regijskih in občinskih vaj. Bistven je njegov prispevek
pri izdelavi občinskih načrtov zaščite in reševanja ter pri opremljanju in usposabljanju občinskih enot za zaščito in reševanje. Tako s svojim odnosom do dela in sodelavcev, kot znanjem, izkušnjami in izkazanimi vrlinami je zgled pripadnikom civilne zaščite. Prejemnikom plaket iskrene čestitke poveljnika civilne zaščite, gospoda Srečka Šestana, pa prosim, da ostane na odru, saj sledi podelitev kipca civilne zaščite. Gospodi in gospodje, kipec civilne zaščite kot nagrado za posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prejme Bojan Kopač. Bojan Kopač je dolgoletni sodelavec Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter pripadnik civilne zaščite, ki je svoje poslanstvo našel na področju varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Znanje in izkušnje z tega področja je začel pridobivati leta 1977, ko je sodeloval v reševalni akciji miniranja snežnih plazov pod Zelenico. Pozneje se je aktivno vključil v odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev v Ljubljanski pokrajini, opravil pa je tudi tečaj za protiminskega potapljača v Splitu. Po osamosvojitvi Slovenije se je posvetil izobraževanju in usposabljanju ter med drugim pomagal usposobiti skupino deminerjev, ki je razminirala vojaške objekte po Sloveniji. Ko so se končali spopadi na Balkanu, je s takratno mednarodno ustanovo, Fundacijo za razminiranje in pomoč žrtvam min, usposabljal tečajnike za vodenje skupin deminerjev iz Bosne in Hercegovine. Po upokojitvi v specialni enoti policije, oddelku za protibombno zaščito, se je priključil državni enoti za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, s katero je vodil najzahtevnejše intervencije odstranjevanja letalskih bomb ter morskih min. Zadnja leta se intenzivno posveča pripravi identifikacijskih listov in navodil za izvajanje zahtevnih postopkov uničevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev. Aktivno sodeluje s skrbniki največje tuje baze podatkov z tega področja, ki je v domeni francoskega ministrstva za notranje zadeve. Vsebino baze dopolnjuje s podatki o sredstvih, ki so bila uporabljena na ozemlju Slovenije oziroma proizvedena v nekdanji Jugoslaviji. Bojan Kopač je precejšen del svojega življenja posvetil razvoju stroke, v kateri so znanje, izkušnje in popolna predanost delu zagotovilo, da bodo strokovnjaki pri opravljanju tega nevarnega dela preživeli. Svoje znanje je vedno, ne glede na dan in uro, delil z drugimi pripadniki enote,
ki so na kraju intervencije potrebovali njegovo strokovno pomoč, nasvet ali pa le spodbudno besedo, da so lahko uspešno izvedli nevarne postopke z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Opravil je več kot 1000 intervencij in odstranil ali uničil več kot 100.000 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Tako je pokazal, da je eden tistih ljudi, ki so se kadarkoli, tudi za ceno svojega življenja, pripravljeni izpostaviti nevarnosti, da bi se vsi mi lahko počutili varneje. Mogoče bi rekel kakšno besedo, nisem govornik, pustite, jaz sem operativc, klasični, tega razlog, kakšen blom, vsega znam, da si malo pomagam. Mogoče na začetku videli ste približno, kako je potekalo to moja, ampak mislim, moja karierna pot, vendar pa v tistem začetnem obdobju so se mi mogoče vtisnili v spomin nekateri začetki, ponovadi na začetku si nekako bolj dojemljiv, ko prideš v novo okolje in ti pustijo malo več spomina takega. Potem, ko pa enkrat pride v neko rutino, potem pozabiš tiste stvari. Mogoče tisti prvi začetki, ko sem kot kadet končal kadetsko šolo, in sem postal miličnik in so me takoj poslali v vod za posebne nove, to je v četi milice, ki je bila seveda predhodnik specialne enote in v njej sem seveda do konca preživel to obdobje. No, s civilno zaščito sem imel pa že kar dokaj hitro prvo izkušnjo, to je bilo miniranje snežnih plazov v Bovcu leta 1975, ko je bilo slovenska civilna zaščita organizirala za celotno Jugoslavijo razminiranje snežnih plazov tam, kjer je bila problematika. Vendar, od tistega miniranja mi je ostalo v spominu samo to, ko so nekateri fantje iz drugih republik prišli brez planinske opreme in si predstavljate, kako je to izgledalo gor na Kaninu, na tisti višini pri 3 metrih snega, ko so fantje prišli v šolenčkih in seveda smo jih na zadnji postaji pustili, ker ni bilo mogoče gor, ostali smo pač opravljali tisto miniranje snežnih plazov. Take stvari ostane zanimive. No, v 76 letu potem opravim prvi tečaj za NUS v okviru civilne zaščite. Pa ni dolgo trajalo, ko so rabili naše znanje v Škofji Loki, se poleti, 2 meseca po tečaju, se je pojavila prva letalna kratah, so prenavljali železniško postajo in se je pojavila prva letalska bomba. To je bilo tudi prvo srečenje leta 1976 letalsko bombo. Jaz sem bil še frišni iz tečaja, vse ledu, v Beogradu je bilo to neznanje polno, tako da smo pomagali tem fantom. Včasih je bilo to organizirano po občinah, 52 občin, meni se zdi nekaj takega, da je bilo,
okrog 22 občin, vsaka občina se je morala za sebe nekako organizirati. Znanje je bilo na nižjem nivoju, veste kakšno. Ga ne moremo niti podrazno primerjati z današnjim nivojem, ne? In smo pomagali pri identifikaciji. No, od tiste bombe so mi ostali v spominu, vse rešili, ne, pomagali smo jim, svetovali smo jim, oni so potem na koncu popravili tole nalogo, vendar pa še vedno imamo sprednjega vžigalnike, tiste valčki varovalni se mi še vedno vrtijo nekako, smo jih vidimo, ne po tolikih letih še vedno jih imam pred sabo. To je bilo to, no pa tiste čaj, eno leto prej, 75 nam je pomagal na Zelenici, ko je zasulo skupino smučarjev, šolarjev, vse. Tisti iz tale gorski reševalci iz Tržiča se verjetno tega še kar dobro spomnijo, neko zaredni snežni meteži, bilo je to in topovi, brezprzajci, aluminometi niso več veljali, ker je bilo tako ogromno, snega, zameti taki in v takem slučaju ne moš nič. No, potem so nas poklicali in smo potem s pomočjo seveda gorskih reševalcev gazili sneg na nasprotno stran doline, da smo veliko količino eksploziva, da smo na desni strani izvedli močno eksplozijo, da smo lahko porušili vse te okosti na nasprotni strani doline. In so potem lahko reševalci šli delati. No, ker sem bil takrat tudi pripravnik za gorskega reševalca, sem tudi sam šel sondirati in od tistega se spomnim poleg tistega eksploziva, pa smo ga nosili še tistih ponesrečenci, ki so mlad si bil, pa prvič vidiš tiste mrtve, ki jih ven potegnemo iz snega. To je nekaj iz tega, sem dodatek tistemu, kar ste prej videli. Vse naprej potem pa postane nekaj rutina, tako kot sem že prej rekel, ni spomin tako, tako tisti prvi začetki. Nekaj bi povsem rad povedal o družini. Ne me čist narobe, da me razumel narobe. Zdaj, če odštejem svojo mladost doma, starši in tisti, mislim, bratje, sem imel še dve družini davno. Dve družini v tem 50-letnem mojem obdobju, kakor delam. Ampak to je bilo seveda moja predstava, da sem lažje delal, da sem lažje živel, bilo to moja predstava v moji glavi. Včasih me tudi kolegi niso razumeli, kako se lahko zalagaš, pa se ti ni to, služba ti ne daje tebe, zakaj se trudiš nekaj, jaz sem si vedno vedel, da to, da če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj vlagati. Pred petkom model sami vemo, da ne obstaja, in ni samo vodino, nekaj moraš dati noter. Jaz vedno poskušam nekaj več dati noter. In mislim, meni v življenju vam povem, nikoli bilo vse, tudi nam se ni, še preveč imam tega. Včasih mi žena reče, dej malo, veš malo, oči si malo. Pridejo naloge, tako da zdaj, vidite, 2 dni, 3 dni, sem to v Gorici in zdravje svetovali, se ne sme več gafati, ker sem prestrbila. No, ampak svetujem pa lahko glede na izkušnje, tako da tam malo v ozadju sem pa lahko, da fantom dajem samo zavest, kar je pa pomembno. Prej sem že govoril, če motiv, mislim, če te spoštujejo in po tolikih letih dela, seveda se spoštovanje zgradiš, če vlagaš noter, vlagaš v odnose, v ljudi, v okolje, se potem normalno, da dobiš povratno informacijo, tako da na koncu vse pravno spoštovanje in neko priznanje za opravljeno delo. No, te pa sem, da grem družino nazaj, da ne bo ostalo neodgovorjena, moja prva družina seveda je družina, tista prava žena, hčerka, škoda, nisem imel še par otrok, ni šlo, nekaj ni bilo leto. Tak je pač, kak je, Zdaj, druga družina so bili sodelavci v enoti za protivomno zaščito. Tam sem preživel 33 let.
skoraj enih 30 let. Ne veste, kako je to, ko 30 let z nekom živiš, to je ni skrivnosti, vam povem, ni karakteri, so vsi in je, ne moreš živeti moško neka družina. Jaz sem poskušal to in sem vlagal noter, se pravi, nekateri fanti tega niso, ampak jaz sem lahko živel. Nobenega gomseta ni bilo res. In pa tudi uspešen sem bil, ne. In na koncu vse, ker sem prej veliko vlagal, ta leto 91, ko smo se osamosvajali, jaz sem to šel čist zlagom, ne. Eni fantje, pa moram reči, so imeli probleme in sem jim pomagal, ne. Pač vedel sem, znal sem, vladal sem, zakaj ne bi pomagal, ne. Jaz sem pomagal, ne. In s fanti smo prišli pa dober skos. Moraš jim dati, moramo, ne, malo povideti, če si strokovno še naprej še govoriti za to, ne, nobenega problema ni več v nadaljevanju. To je bila ta moja druga družina, ne, in pa tretja družina so pa seveda sedanji sodelavci, od 2006 sem pa ko sem šel v penzijo, ne, sem pa državni enoti za NUS, sodelavci, seveda, gledajte, bil sem že prej vpet noter izredno, vse usposabljene od 91, nekaj bilo usposabljene, kjer ne bi karkoli je bilo smrtelo, nekaj prišalo, nek spložil, tam smo bili mi, ne. Vse te stvari smo dali čez. Pa seveda moji kolegi, ne, normalno, dobro, tam sem jaz bil na tapeti, ne, drugač pa tudi vsi ostali kolegi, ne, normalno, njim vse čas, ne. Sodelavce danes pomagam, ker so že v teh malih letih, ne, prej ste videli baza podatkov, neko znanje, ki si nabrala, da je treba na papir spraviti, ne, zato pa nismo mi operativci, tako težko se najdemo, dej ti to napiš, ono napiš, da bomo to imeli za naprej, bom jutri, bom naslednjič in potem je to nikoli, ste veste kako, ne, in zdaj preveč računalnikov presledim, ne, tako da to pa tudi ne vredo, rad bi šel v hribe, rad bi šel na teren, tako, ampak raj pravi, ti ga sedi za računalnikom, pa piši, tako da pišem, no, kako se da, poskušam, ker vem, da bi jim bo prav prišlo, ne. To, no, glavno. Ja, in pa res, da tudi neposredno tisti, ko vidim, da so res zainteresirani, pa da bi bili fantje, ne, da bi malo prevzeli to vlogo, inštruirani naprej, se da res malo več potrudi, da tudi več znanja dam, ne, naprej, da imajo pa ves dostop, ne, do tega, ne, in pa morajo povedati, nekaj, mislim, vedeti, zna, zaradi tega, ker naš poklic je enostaven poklic. Naše delo je navadno delo. Tega se moramo zavedati. Toliko procentov ne glede, da to eni pravi vse RS-to, verjemte mi, velike šlo se pojavili čez moje roke teh stvari. Ogromno eksponatov sem pripravil za naše enote, da bojo lahko, ker mi smo vizualni tipi in radi vidimo, kakšen televest presek, aha, to dela. Zdaj, če jaz one na uro tle opisujem, na Bernata, na bombu, če vam pokažem v dejanskem stanju, kak je prerešno, aha, tako je kot je rekel, aha, to je to, ne, normalno. No, na ta način poskušamo delati. Vas ne bi več govoril, moram reči, da sem se v naši branži, ne, nečesa naučil, to je, da hiti počasi, ne, hiti počasi. Bodi aktiven, hiti, vendar počasi. Daj razmisli trikrat prednji, skozi pride sam, ne, brez da ga vabiš, ne, da res pri naši stvari, pa to sami veste, ne, da je to hitro pride, no. In na koncu ta tipec posvečen vsem trem mojim družinam, kar sem jih prej pojasnil. To je to.
Sretni sindikat. Spoštovani in spoštovani, Big Band orkestra Slovenske vojske. Dva Rudija v navezi z našo glasbeno zasedbo. Dobro jutro. Dneve in noči spet mislim na te, na vse tiste dolge in težke debate. Pozabiva na vse, na slabo in na gorje. Greva naprej, greva naprej, greva naprej, greva naprej. Zvezdice sijejo za naju, dajva se ujet v novem raju. Znova grela si bova dušo, prebrodila bova tudi najhujšo sušo. Greva naprej, greva naprej, greva naprej, greva naprej. Znova grela si bova dušo, prebrodila bova tudi najhujšo sušo. Greva naprej, greva naprej, greva naprej, greva naprej, greva naprej. Greva naprej, greva naprej, greva naprej. Hvala lepa! Rad bi k sodelovanju povabil Rudija, še enega Rudija, da naj poprime svojo kitaro in naj pove, kako se pri nas v Sloveniji dela. Dolgo nisva pila. Za korajžu. Ciao amico, l'età su passata,
Dugo cajta je vre, odkar sva zakantala. Grejo leta, žene in makineta. Cajt je vre, da se izprazne bokaleta. Caro amico, vra dugo nismo pili. No malo me je strah, da se bomo pozabili. Veš, prijatelj, dolgo nisva pila, dolgo nisva se dobila. Grejo leta, žene so dekleta, čas je, da spet stečeva s planeta. Ker prijatelj, dolgo nisva pila. In bojim se, da ne bova pozabila, da se flaše spraznejo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. ker prijatelj, dolgo nisva pila. veš, prijatelj, dolgo nisva pila. A ne bo šel svet v cvet, če bova malo spila. Grejo leta, žene so dekleta, cajt je vre, da se izprazne bokaleta. Ker prijatelj, dolgo nisva pila. in bojim se, da se Bova pozabila, da se flaše spraznejo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. ker prijatelj, Dolgo nisva pila. Rudi! Rudi, Se bo kmalu zakuska, brez skrbi. Pa ga bomo. Sanjamo z odprtimi očmi in gledamo na lepe stvari. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. O ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. O ja, to smo tisti ljudje, ki smo soncem obsijani, gledamo naprej, ki smo soncem obsijani, gledamo naprej. Ko gledamo z višine na ta svet, se tu in tam zazdi ves preklet. Če se spustimo z oblakom na hribe in gore, nas reka odpelje v sinje modro morje. Če se spustimo z oblakom na hribe in gore, nas reka odpelje v sinje modro morje. O ja,
soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Za nas, ki smo polni strasti, za prave duše nas nič ne skrbi. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Soncem obsijani in gledamo, da smo tisti ljudje, ki pojmo in plešamo. Da smo tisti ljudje, ki smo soncem obsijani, gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo. Bilo je kaj slišati in pri koncu smo. Spoštovane, dovolite, da še enkrat čestitamo nagrajenkam in nagrajencem ter se zahvalimo vsem, ki ste na kakršenkoli način vpeti v zaščito in reševanje. Hvala tudi vašim družinam za čas, energijo in znanje, ki jih namenjate zaščiti varnosti družbe ter za vašo požrtvovalnost, pogum, predanost, pomagati sočloveku v stiski. Sedaj pa, spoštovani in spoštovani, nagrajenke in nagrajence vabimo na oder, da bo nastala skupinska fotografija s predsednico Republike, predsednikom vlade, ministrom za obrambo in poveljnikom civilne zaščite. Vse goste pa vabimo na pogostitev v preddverje, vsem skupaj pa še enkrat iskrene čestitke v 1. marcu, svetovnem dnevu civilne zaščite. Hvala lepa.